Edini primer, ki je pač Jezus rekel ženski ne, je bil primer Sirofeničanke, ampak še ona je pol dobila, ker se je izpogajala za delež drobtinic, ki je bilo Božje ozdravljenje za njeno hči. Tako da za nas, ki pa smo v Bogu, so pa vse njegove obljube da in amen. Ni v bistvu, če ti je Bog nekaj rekel, to ti pripada, moraš stati za tem in rabamo imeti potrpežljivost. Ker beseda ima izpolnjenje ob svojem času. Jezus je rekel, Marko 11:24, vse, kar ko molite in prosite, verujte, da ste že sprejeli in se bo zgodilo. Se pravi, ko jaz molim in prosim, verjamem, da sem ko jaz molim in prosim, tako, kaj bo? Ko jaz molim in prosim, v trenutku, ko molim in prosim, moram verjeti, da sem sprejel odgovor in pride čas, ko se Božja beseda, ko se moja molitev manifestira, ko se odgovor manifestira. Tako da moramo verjeti Božji besedi in ne gledati na okoliščine. Tako da tukaj je Zaharija rekel, naravnem je čisto res. Pač je naravna modrost, sva stara, pač zdravnikovo poročilo, tako prav, telo je zamrlo, ženi pač oba sva že v letih, ampak imamo drug primer Abrahama, ki je imel isto situacijo in verjetno je bil še v naravnem še starejši, ampak piše, da se ni oziral na to naravno. V Rimljanih 4 iste okoliščine sta imela on pa Sara. Rimljanom 4:18 ali pa lahko že 17. Postavil sem te za očeta mnogih narodov pred Bogom, v kateremu je verjel in ki oživlja mrtve in kliče v bivanje stvari, ki jih ni. Na osnovi upanja je proti upanju veroval, da bo postal oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno. Tako bo s tvojim potomstvom. In vera se mu ni omajala, čeprav je videl, da mu je telo že zamrlo, saj je imel nekako 100 let in da je Sari naroče omrtvelo. Ob Božji obljubi ni podvomil v neveri, marveč se je v svoji veri še okrepil in izkazal čas Bogu, popolnoma prepričan, da more Bog to, kar je obljubil, tudi uresničiti. Se pravi, Abraham, ne glede, da je isto v naravnem vidu in da mu je telo že zamrlo in da je Sari naroče omrtvelo, je imel Božjo obljubo in ni podvomil v neveri, ampak se je v svoji veri še okrepčal in izkazal čas Bogu. Tako da mora postati Božjo besedo nad naravno, nad zemeljsko. Božja beseda prihaja iz nebes do nas in nos potenco Boga, nos moč Boga, je seme Boga, ki nos v sebi izpolnjenje, da se bo zgodila. V Izaiji pravi, da vsaka moja beseda, nobena beseda se ne povrne prazna, ampak bo izpolnila to, za kar sem jo jaz poslal. In beseda išče plodno zemljo, kamor se bo prizemljila in začela rasti, delovati. Tako da mi smo ta zemlja, ki čakamo Boga, mi čakamo, da nas Bog, da sprejmemo besedo, da nas beseda zaplodi in v bistvu začne delovati v nas. In ne smemo tega abortirati in govoriti, ne bo se zgodilo, nič se ni zgodilo, vse brez veze, ne deluje. Tu, če te pride dvom, pa če reči ne sprejemam tega, Bog je zvest svoji besedi, Bog ni človek, da bi lagal, okrepil se je, dal je čas Bogu, slavil je Boga, postal še močnejši v svoji veri. In v bistvu oni ti ni imel svetega pisma, ne, imel je pač eno besedo, dve besede, par besed od Boga in Bog mu je rekel, glej na pač zvezde, glej na pesek, to, kar vidiš, to bo tvojega potomstva. In zmeraj, ko je to videl, se je spomnil Božje obljube.
Mi imamo pa toliko več besede, kot je Abraham imel, imamo celo Sveto pismo, ki je ne vem koliko 7000, ne vem koliko obljub, nekdo je preštel. Ampak problem je v tem, da imamo tudi dosti več drugih informacij, kot je Abraham imel. Ne. On ni imel televizije, ni imel interneta, ni imel knjižnice, milijon drugih knjig, ne. Imel je pač to besedo. In mi imamo pa toliko drugih izbir informacij, ki nas lahko pač v bistvu nepotrebnih informacij dostikrat, ker nas lahko preusmerijo našo pozornost in začnejo v bistvu prevzemati nad to mesto, ki bi ga mogla imeti Božja beseda, Božja obljuba v nas. In Bog noče, da smo ignorantni, noče nas dati v eno pač jamo, da se izoliramo od informacij, ki so v tem svetu, ampak rabimo imeti modrost, da filtriramo, kaj je v bistvu rabimo, kaj je koristno, kaj je pa v bistvu odvečna prtljaga, ker Božja beseda ima največjo moč v univerzumu. Božja beseda drži cel univerzum. V Hebrejcih piše, da s močjo svoje besede on nosi vse. Ampak obstaja ena stvar, ki je močnejša od Božje besede, ki jo lahko naredi nedejavno v naših življenjih. In to piše, Jezus je rekel, vaša tradicija in ne vera dela mojo besedo nedejavno. Tako da človek ima to moč, da zakrkne, ubije moč Božje besede, če zakrkne svoje srce in se bolj oklepa svoje tradicije in v bistvu lahko omejim moč Božje besede. Lahko omejim moč Božje besede, a lahko jo pa sprejmem in aktiviram. Tako da jaz sam se odločam. In Abraham je dober primer človeka vere. Mi smo vsi njegovi potomci. In smo del teh zvest, te obljube, ki jo je on videl in gledal in je vztrajal in je dobil potomstvo. In on je zdaj v bistvu čaka, da mi dokončamo ta njegov tek. In on je v bistvu imel tudi to hojo, ki je iskal mesto, ki ga ni najdel na zemlji še. Mesto, ki ni narejeno človeškimi rokami in je njegov graditelj Bog. In mi imamo isto to hojo vere in iščemo to mesto. V bistvu pričakujemo to mesto, ki je Novi Jeruzalem. In tako da Zaharija je tukaj v bistvu pol onemel za čas 9 mesecev do porodniškega dopusta. Ni mogel govoriti. 21. vrstica, ampak ni v bistvu sen ni abortiral tega, ker tako je šel na mute. Tako da tudi če izrečeš kaj, pač ni problem. Če rečeš Jezusu, sorry Jezus, pač verjamem, pomagi v moji neveri. Pomagi mi. Ni problem, tudi če mi bleknemo. Problem je konstantna naravnalnost srca in vere, in ko se pol začneš ti odstopati od živega Boga in govoriti, to ni, to je brez veze, bla, 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 bla. In potem se zakoplješ temi svojimi besedami, se pokriješ z nevero, razševino, pepelom, depresijo in pol ždiš v eni hibernaciji, dokler spet te Bog ne pokliče oziroma se ti sam ne odzoveš, rečeš, dosman tega, Bog, verjamem tvoji obljubi, ne se mi zgodi to, kar si govoril mi 10 let nazaj, pač verjamem, nima veze, lahko si bil v hibernaciji v enem svojemu pač kokunu toliko časa, ko si se zakopal s svojimi besedami in svojo nevero. Ampak Bog še zmeri čaka, obljuba še zmeri čaka, Božja roka še vedno te kliče nad tabo in njegov glas te kliče, te kliče, da vstopaš in se mu predaš. In je bilo veliko primerov v zgodovini, ko so ljudje, odstopali od klica in po 10 letih jih je Bog poklical. Ali pa izgubljeni sin je šel vase in je rekel, kaj jaz delam, kle med prašiči, moj oče pač ima
ima vsega, bom šel nazaj k njemu. In oče ga je oblekel, mu je dal prstan, palco, vse mu je dal nazaj. In pač Bog, nič nisi zamudil, če si čakal, če si se odtegnil Bogu za dolg časa, tudi če si jedel s prašiči, se valil v blatu, Bog te bo pač, ti hoče dati nova oblačila, te očista, te opret in te naredi za njegovega princa na zemlji. Tako da nič ni izgubljeno. Jezus je rekel, ko zadnji pride v vinograd, bo imel isto plačilo, kot prvi. In važno je, da se odzoveš in da narediš ta korak, prvi korak vere in začneš hoditi z njim. In obljubljena dežela, v katero karakteristika obljubljene dežele je bila, da so bili not sovražniki. In ni teritorija, ki ga ima Bog pred nami, ki bo vse z lahkoto osvojljivo oziroma kjer ne bo bitke. Tako da Jezus je rekel vsaki cerkvi v razodetju, kdor premaga, mu bom dal. In imamo določene stvari, ki jih moramo premagati, da dobimo, da podedujemo, da vstopimo v njih. Na prvem mestu moramo premagati poželjenja svojega mesa, grešno življenje, meseno življenje in da začnemo živeti v duhu. In da smo pa zvesti oskrbniki v tem, kar nam je Bog dal. In potem, ko premagujemo, nam bo Bog dal in dodal. Tako da moramo Božjo besedo postaviti nad naravno in nad vsako pozicijo, na vsak glas, ki prihaja kontra Božji besedi. Zaharija pač v naravnem je bilo vse res, ogledniki, ki so prišli pred deželo, je bilo res v naravnem, bili so tam velikani, bilo je težko, v naravnem je bilo vse res. Ampak samo dva sta ohranila dobro poročilo, pač imela sta zavedanje, kdo je Bog, Bog nam je govoril, ona bo dal deželo, kaj vse smo videli, oni so vse pozabili, kaj so videli do zdaj, vse čudeže, vse vodstvo, vse, kar se je zgodilo v Egiptu, na poti čez morje, oni so to vse pozabili, zdaj so samo še te velikani, oni nas bojo pač pobili. Boljše, da gremo nazaj. Una pač hrana tam je bila dobra, ta dva sta prišla, hočeta nas pobiti. Oni so to vse zgubili so perspektivo in če dolg časa premlevaš stvari, ki niso v skladu z Božjo besedo, ki so kontra Božji besedi, ki so v naravnem res, pač vse so visoki, imajo 6 prstov, pač grozni izgledajo, mi smo pač majhni, ampak Bog je z nami, tako da to je ta faktor Boga, ki v bistvu zmeri spremeni naravno enačbo. Božji faktor preračunavanja vedno spremeni Božjo enačbo in ni v sili, ni v moči, ampak je v poslušnosti Bogu. In Bog lahko v enem dnevu spremeni tvoje življenje, lahko te ozdravi, osvobodi, lahko v bistvu tvoji sovražniki pridejo in rečejo, se spravijo s tabo, tako kot je pač Jakob, ki se je ful bal, imel ful špekulacij, kaj mu bo brat naredil, pa je bilo vse cool. Pač v tem strahu je živel celo življenje, kaj se bo zgodilo, ampak Bog je to obrnil. In dostikrat smo mi ujetniki lastnih špekulacij, predstav, ali o sebi, ali o drugih ljudeh, kaj se nam bo zgodilo, ampak Bog nas čisto drugače vidi. Zato je dobro, da se gledamo tako, kot nas on vidi in da se bližamo njemu in hodimo z njim, ne glede na to, kako v naravnem zgleda in da gremo po to, kar nam je obljubil. 21. vrstica. Ljudje so med tem čakali na Zaharija in se čudili, da se tako dolgo mudi v svetišču. Tako da on je ostal dlje časa noter, množica, ki je odzon molila te človeške molitve, dnevne, ponavadi so to kratke molitve, so se čudili, zakaj človek ustraja toliko časa noter. Tako da to, da ti, ko hodiš z Bogom, za religioznega človeka to v bistvu ni comprehensible, je v bistvu ni normalno za naravnega človeka, da nekdo ustraja dalj časa z Bogom, da moli, da slavi, da bere Božjo besedo in ljudje, tudi če so religiozni, se temu čudijo, ker nimajo izkušnje z Bogom. Ko pa je prišel ven, jim ni mogel nič povedati.
Tukaj se je tudi on spremenil. Videla se, da se mu nekaj zgodilo. Tedaj so spoznali, da je imel v svetišču videnje. Tako da, ko boš hodil z Bogom, ko boš šel globje z njim, ljudje bojo videli, pač, da se ti je nekaj zgodilo. Jakob se je srečal z Bogom, ni več isto hodil, pač je kolk. Postoji drug človek, drugo ime je dobil, postoji Izrael. In Bog hoče, da ne da se borimo pač sami s sabo, da se borimo v mesu, da se borimo z ljudmi, ampak Jakob se je boril z Bogom in rekel je, ne bom te spustil, dokler me ne blagosloviš. In Bog se je pač tam, angel boril z njim, se je igral z njim in pol ga je v bistvu danes že prihajal in Bog ga je spremenil in postoji Izrael. Tako da Bog hoče, da se borimo z njim, ampak na ta dober način, v bistvu, da ga iščemo, da ga ne spustimo, dokler nas ne blagoslovi, dokler se ne srečamo z njim. In dobro je biti lačen in žejen Boga in v bistvu ustrajati in ga iskati, dokler ne vstopimo v ta nov dan, ki je prišel nad Jakoba. In ljudje bojo to videli, oni so spoznali, da je imel v svetišču videnje. Tako da, če ljudje ne vidijo, da smo mi spremenjeni od Boga, mi njim lahko govorimo vse živo, ampak ne bojo nam verjeli, ne. Oni verjamejo spremenjenemu življenju. In ko bojo videli, da hodiš z Bogom, tudi če ne boš dosti govoril, jih bo Sveti Duh začel klicati in bo začel spraševati. Pol naprej piše, dajal jim je sicer znamenja, vendar je ostal nem. Tako da Bog hoče, da delamo znamenja. Tudi če ne govorimo, varianta hoče, da začnemo delati znamenja in čudeže. In tudi če ne govorimo veliko. 23. vrstica. In ko so se dopolnili dnevi njegove službe, je šel domov. Aleluja. Prije čas, ko greš pol na koncu vsega. Ker se vse dopolni, gremo domov. 24. vrstica. Po teh dneh je njegova žena Elizabeta spočela, 5 mesecev se je prikrivala in govorila, tako mi je storil Gospod v dneh, v katerih se je ozrl name, da mi odzame mojo sramoto pri ljudeh. Tako da Bog bo izpolnil to, kar je rekel, kar je obljubil. In je v bistvu se je ozrl name in mi vzel sramoto pri ljudeh. Vsako sramoto pač Bog. Ne rabimo se bati, da bomo sramočeni, ko verjamemo v Bogu. Bog bo vzel vsako sramoto, tudi če si nosil sramoto pri ljudeh, če so nas zasramovali, pomanjševali, pride čas, ko bo Bog obiskal tudi njih. Zato Peter pravi, lepo živite med pogani, ker prihaja čas, ko jih bo Bog obiskal. Mogoče vas zdaj zasramujejo in sramotijo kot hudodelce, ampak pride čas, ko jih bo Bog obiskal. In važno je, da mi pač ne vračamo, da se ne borimo v svoji moči, ampak sledimo njemu. Tako da nauk zgodbe je v tem, da smo posvečeni v tem, kar vemo, smo zavesti v tem, kar nam je bilo razodeto. Imaš eno mero luči, čuvaj to luč, ki jo imaš. In piše, da ta svetilka, ki je v tebi, bo govorila bolj in bolj do polnega dne. In nič ni zamujenega, lahko si dolg časa čakal na Božjo obljubo, lahko so področja, ki so nerodovitna v mojem življenju, v tvojem življenju, ko čakaš obljubo, ko čakaš otroka, prihaja dan izpolnjenja. Vsaka beseda ima izpolnjenje ob svojem času, če verjamem vanjo. Tako da verjamem Božje obljube, verjamem Bogu, ne verjamem temu, kar mi ta svet govori, ne verjamem glasu, ki govori proti Božji obljubi. Odločam se, da bom verjel Bogu, da bom dvomil v dvome, dvomil bom v stvari tega sveta, ampak verjel pa Bogu. In Božja beseda je trden temelj, na katerem lahko stojim, po katerem lahko hodam po Božji besedi, lahko hodam po vodi, če mi Bog reče, in ne bom gledal na valove, ne bom gledal na vetrove, a piha bolj, a so valovi večji ali manjši, sploh nima veze, če hodiš po vodi. Nima veze, koliko je voda globoka, nima veze, kaj je v vodi.
In tu, če se začnem potapljati, Bog je še zmeraj tam. Pač Jezus je Petra, še vedno ga je prijel in mu rekel, zakaj si podvomil. Ni ga pustil, da se potopi, pa ga vlekel ven, pa ga obudil od mrtvih, pa mu rekel, zakaj si podvomil. Prej ga je pač zaustavil in mu ni ga pustil, da pade. Tako da Jezus je rekel, noben od teh oče, ki si mi jih dal, se ne bo pogubil. Razen enega, ampak tega enega ni več. Tako da Bog ima roko nad svojim ljudstvom, Bog ima svojo roko nad nami. Hvala ti, Oče. Oče, mi ti verjamemo, Oče. Hvala ti, da si nas ti poklical, Oče. Da si se nas usmilil, Oče, da si se uzrl na nas, Oče. Hvala ti, Jezu, da si se nam razodel, Oče, da si nas poklical, Oče, iz nebes, Oče. In da smo slišali tvoj glas, Oče, in da si se nam ti razodel, Oče, da smo vstopili na to novo in živo pot, Oče, ki si jo ti odprl, Oče. In mi se odločamo, Oče, danes, da bomo sledili tebi, Oče, tvojemu glasu, da bomo verjeli tvojim obljubam, Oče. Hvala ti, da si dal svojega sina za nas, Oče, in vse, Oče, si nam podaril, Oče, v njem, Oče. In mi sprejemamo, Oče, tvoje obljube, Oče, za naša življenja, Oče. Molim, da nas ti oživiš, da nas obudiš, Oče, da, Oče, oživiš, Oče, vsako obljubo, Oče, vsako misel, Oče, ki si jo položil v nas, Oče, vsako vizijo, Oče, vse sanje, Oče, molim, da obudiš, Oče, v imenu Jezusa, Oče. Hvala ti, Oče, da naš ni bilo zamujeno, Oče. V imenu Jezusa jaz molim, Oče, da bo moč, Oče, preteklih izkušenj, Oče, in porazov zlomljena, Oče, v naših življenjih, Oče. V imenu Jezusa, Oče, nima veze, Oče, kolikor smo probali v naši moči, a smo lovili celo noč, Oče, ker na tvojo besedo bomo še enkrat vrgli mrežo, Oče. Hvala ti, Jezus, Oče, oklepamo se tvoje obljube, Oče, ne se nam zgodi po tvoji besedi, po tvoji volji, Oče, vsakmu od nas, Oče, v imenu Jezusa, Oče, molim, da nas narediš rodovitne, Oče, v imenu Jezusa, Oče, tudi če je dežela, Oče, okoli nas nerodovitna, če je puščava, Oče, če je polna trnja, Oče, v imenu Jezusa, Oče, molim, da nas ti narediš rodovitne, Oče, v imenu Jezusa, Oče, molim, da očistiš naša srca, Oče, s tvojo besedo, Oče, ne se okopamo v tvoji besedi, Oče, ne se osvežimo v tvoji reki, Oče, v imenu Jezusa, Oče, zajemamo moč v tebi, Oče, v sili tvoje mogočnosti, Oče. Haleluja, Oče, hvala ti, Oče, molim, da ojačaš naša srca, Oče, da ozdravaš naša srca, Oče, molim, da poživiš naša telesa, Oče, da nam daš moč, Oče, za to pot, ki je pred nami, Oče, haleluja, ne bomo osveženi, Oče, ne bomo napojeni, Oče, v imenu Jezusa, Oče. Oče, dajmo ti slavo, Oče, in molim, Oče, da molim za srečanja s tabo, Oče, molim za te momente, Oče, srečen s tabo, Oče, ki pridejo iznenada, Oče, in ki spremenijo vse, Oče. Molim, da se srečamo s tabo, Oče, molim za tvoje obiske, Oče, po dnevi, Oče, molim za obiske po noči, Oče, da nam daš sanje, Oče, da nam daš vizije, Oče, molim za tvoje delovanje, Oče, v imenu Jezusa, za delovanje tvoje besede, Oče, za delovanje tvojega duha, Oče, v naših življenjih, Oče. In molim za ta zagon, Oče, da dobimo zagon, Oče. V imenu Jezusa, Oče, molim za ta zagon vere, Oče, za ta potisk, Oče, v imenu Jezusa, Oče, iz nebes, Oče, naj se zgodi, Oče, v imenu Jezusa, haleluja. Amen.